Kakšen je bil glavni namen današnje okrogle mize o paliativni oskrbi in evtanaziji? Glavni namen današnje okrogle mize je bil predvsem pojasniti nejasnosti, ki smo jih zasledili v zvezi z poročanjem o sumu na evtanazijo primera bolnika iz kliničnega centra in pa seveda povedati to, da z uvajanjem paliativnega pristopa v način obravnave našega bolnika lahko dosežemo to, da umiranje, torej zadnje obdobje življenja, ni nujno povezano s trpljenjem in da upamo, da našim bolnikom seveda z upoštevanjem načel takega pristopa ne bo treba niti zaprositi, niti si želeti tega, da bi v Sloveniji obstajala evtanazija. Veliko strahu je med prebivalstvom trenutno prisotno, da bi bili nehote podvrženi evtanaziji, čeprav si tega ne želijo. Lahko dava definicijo, kaj je to evtanazija in kaj je paliativna oskrba? Evtanazija pomeni usmrtitev bolnika na njegovo željo. Torej, bolnik si želi, zdravnik ga usmrti. Paliativna oskrba pomeni spremljanje bolnika v vsem obdobju poteka neozdravljive bolezni in seveda tudi ob koncu življenja zagotoviti, da simptomi njegove bolezni niso povezani s trpljenjem in da je smrt naravni iztek življenja in ne nekaj, kar je treba na silo izvesti. Kako je razvita paliativna oskrba v Sloveniji in kaj bi bilo potrebno še narediti? V Sloveniji je paliativna oskrba v razvoju. To pomeni, da na večjih nivojih potekajo številna prizadevanja, predvsem v to smer, da bi vse člane paliativnega tima seveda oskrbeli z potrebnimi znanji, predvsem pa opolnomočili družinske zdravnike, da bi elemente vodenja simptomov napredovale bolezni usvojili čim prej in jih lahko potem pri svojem delu tudi uporabljali.